V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Spoštovani katoličani, zgodilo se je letos 28. marca, to se pravi, kje danes smo pa 6. ne. 28. marca, se pravi pred kakšnim 10 dnevi, v Kansasu v Ameriki, in sicer satanisti v Ameriki, veste kaj so satanisti, so pač ljudje, ki častijo namesto Boga, častijo Satana v svoje pogubljenje. Oni so, tam imajo, v Kansasu imajo neko skupino, ki se imenuje satanistična jama ali votlina, Satanic Grotto, in so vprašali tisto guvernanto ali, kako bi rekli, politično voditeljico Kansasa, Lauro Kelly, če imajo lahko v njihovem, v Kapitolu, se pravi, Kapitol je tista glavna hiša, kateri ima pač vlada svoj sedež, ne. Če imajo lahko v njihovem Kapitolu, če imajo lahko svojo črno mašo, satanistično obred, črno mašo. Se pravi, da je črna maša, to pomeni, ne to, črna maša, mi to ne razumemo, to je satanistična maša, pri kateri žalijo našega Gospoda Jezusa Krista. Ponavadi prinesejo kako ukradeno hostijo iz kake cerkve, danes ko obhajajo modernisti na roke, to ni noben problem, ukrast hostijo, ne, kako hostijo, potem pa tiste hostijo po tleh meče, pa hodijo po njih ali pa urinirajo, pa take svinjarije počnejo, ni Bog in odpusti se ne dokaj delajo. No in takrat in ta Laura Kelly je dovolila. Potem je pa neka organizacija za družino, tradicijo in privatno lastnino, ko v Ameriki obstaja, je pa začela zbirati podpise proti temu. In tudi jaz sem se podpisal, tudi jaz berem njihove članke in sem se podpisal in so zbrali mesec dinekaj manj kot 100,000 podpisov proti temu. In ko je ta Laura Kelly te podpise so ne izročili, ko je to videla, je on je odpovedala, da bi lahko imeli obred v Kapitolu, pač pa je rekla, lahko imajo, če kaj hoče, na stopnicah tistega Kapitola, do Kapitola dolge so stopnice. No in so rekli, dober je, ampak v Kapitolu samem pa niso smeli nič imeti. No, potem je prišel 28. marec in so prišli tisti satanisti, kakih 30 jih je bilo, seveda z rogovi, pa s takimi lasmi, tako, glavno, nenormalno oblečeni, nenormalno narejeni, kot kakšne maškare, ne, da bi bili čim bolj podobni hudičem. Ja, imam nekaj fotografij, imam tle. No, med njimi je bil neki voditelj z imenom Michael, zanimivo, da je njegovo ime Mihael, ampak je njihov voditelj je bil, ne, in je potem v nekem trenutku naših, ki so pa protestirali proti temu, ko so prišli z vsem mogočimi napisi in tako naprej, Satan nima nobenih pravic, živi Kristus iskal in tako naprej, jih je bilo pa kar nekaj 100, ko so prišli, nekaj 600, 500. Ja, no in potem je tisti njihov voditelj, tisti satanistični voditelj je v nekem trenutku je vzel, je iz take vrečke ven vzel en tako veliko hostijo, kot jo jaz imam za sveto mašo, in je tisto hostijo vzel ven iz te vrečke. Tle so ti satanisti, pa je vzel ven iz vrečke in tisto hostijo, potem je pa, pa je pa rekel, pravi, teh hostije nismo ukradli v cerkvi, pa so vsi zarežali, seveda zlagal se je, na javnosti je zlagal, nismo ukradli v cerkvi, potem je pa vrgel na tla in jo je hotel pohoditi. Ampak ker je veter pihal, je tisto hostijo tam nekje mečken proč odneslo, tako da mu je uspelo samo en delček hostijo skočiti. V tistem trenutku se je našel nek mož z brado, nek Američan z brado, ki je bil tam blizu, in se je vrgel na tla, tam, ko je bila hostija, in je hitro zaužil hostijo je razpolil na pol, pa je pa obe polici vrgel na tla. In eno odneslo tam nekaj proč, na eno je pa uspel mečken stopiti gor. Tisti mož z brado je pa hitro skočil, ko je bil tam zraven, delal se je, kot da je njihov, ne kot da je satanist, je v resnici bil pa katoličan, ki je vedel, kaj bodo naredili, in je hotel rešiti hostijo, ki je vrgel na tla. In se je vrgel na tla in hitro zaužil tisto polovico, ki je dobil, to drugo, ko je pa moral rešiti iz njegove noge, je tudi kot rešil, potem pa tisto, kar je ostalo, tiste drobce je pa polizal. Se pravi, to je bilo na asfaltu in ni bilo problem.
je pa polizal. In potem, ko je tisti Michael, tisti voditelj satanistov to zagledal, ga je udaril, potem pa z roko tolkel po glavi gor in tako naprej. In ko je začel ga tepsti, poškodoval ga je, tako ga je tolkel, je prišla policija in je aretirala vse. In tistega satanista in vsega tega človeka, ki je hostil brado. No, potem, ko so videli, zakaj gre, so seveda tega katoličana spustili na svobodo. One so pa odpeljali, one so pa vse aretirali zato, ker so šli v kapitel in hoteli imeti kljub prepovedi, hoteli imeti črno mašo noto v tisto kapitlo. So jih aretirali in so šli v zapor. No, tle imate so njihovo, oni ste sicer svoje prste v zrak, tišijo, seveda, po simbol satana, ne, se pravi, ta mali prst pa palc, v zrak gor tišijo, pa neke napise so imeli, piše pravi, da je s ponosom pogan, in pa kričali so, da je Kristus mrtev, ko so naši, so kričali, viva Kristus, res so kričali, in so pričali, da je Kristus mrtev, tako enomne so pričali. Ja, pa oni so pozdravili Satana, vas glas, če pozdravljeni Satan so govorili, vas glas so kričali, in naši so pozdravili pa Kristusa. Vidite, to so ljudje, ki počnejo nekaj, kar je popolnoma, bi rekel, skregano zdravo pametno, vsem, kar vemo, da je prav na tem svetu, ampak so taki ljudje, po moje so tudi mečken, duševno mečkim bolni, duhovno vsekakor zelo bolni, ne, duhovno popolnoma zgrešeni, bolni, vidite, tudi po mojem so mečkim duševno prizadeti, ker enostavno človek se ne more predstavljati, da bi en človek zdravo pametno častil nekoga, za katerega vemo, da sovraži ljudi, koliko ne more, da si želi samo slabo vsem ljudem, samo pogubljenje vsem ljudem, vidite, ampak ti ljudje ga častijo po Božje, po mojem tudi mnogi sploh ne vem, zakaj gre, pa kaj delajo, po mojem samo za nekega uporništva, da se mečki kažejo kot drugačni, pa da jih slikajo, pa da so v časopisih noter, ko so mečki pač, ko bi rekel, tam ekscentrični, no. Ja, no, v glavnem, zgodilo se je, no in potem so naši so imeli potem, so vsi molili vse 3 dele vršnega venca, zadoščenje za tisto scenarije, ko so pač oni počeli, tisto hostijo in tako naprej. In vse je kazalo, da je ta hostija bila res ukradena v katoliški cerkvi in da je bila res posvečena. Se pravi, da bi jaz navzoč s tem krvjo. Vidite, ampak našel se je ta človek z brado, no tle ga imate, tle je namečkana fotografija, se je našel z brado, vidite, ki kljub temu, vidite, da je bil potem poškodovan, da so ga tepli, ne, da so udarili po glavi zadaj in tako naprej, da je bil poškodovan, je rešil Jezusa in ga imajo v Ameriki za ameriškega Tarzicija. Se vidite, Tarzic je tisti fant, ki je Jezusa nesel tistim jetnikom, pa so ga potem umorili in je stan svetnik, sveti Tarzici, no tega Američana imajo pa danes za Tarzicija. Vidite, da današnji evangelij pravi, da je Jezus v templju bil in da so ga njegovi sovražniki, da so ga obževali, da je obseden od hudiča. Pa v resnici je bilo pa ravno obratno, oni so bili obsedeni od hudiča, ne on je bil seveda Bog. In vedeli so, kakšne čudeže je delo, vedeli so, da obuja od mrtvih, da je zdrav, da je dela samo dobro. Vidite, in nekomu takem reči, seveda Jezusu, da je obseden od hudiča, vidite, to je bil smrtni greh par excellence. In potem je povedal, pravi, kdor veruje vame, pravi, ne bo nikoli umrl, to pomeni, ne bo nikoli umrl, ta smrt, o kateri govori, ni fizična smrt, ampak je večno pogubljenje v peklu, smrt zaradi smrtnega greha, vidite, za katero rečemo, da potem ta človek umre za Boga in seveda živi samo še za hudiče, za pogubljenje. Vidite, v tej smrti je zgovoril. In seveda, po moje, ti ljudje so ga dobro razumeli, ne? Ker ti so bili pametni ljudje, ti verski voditelji. Razumeli so ga, ampak zaradi določenih predsodkov in prepričanj, ki so jih imeli, in vidite, grešnega življenja ga niso hoteli sprejeti za svojega rešenika in za Boga. In so potem je dejansko, jim je s tem vesel, vidite, napovedal jim je, da bodo pač pogubljeni, če ga ne bodo sprejeli. Vidite, koliko, 4000 let, ja, 4000 let, vidite, je bil Jezus napovedan, od raja naprej, od izvirnega greha naprej, vidite, je Bog napovedal, da bo postal človek, ne, ko pravi, da on
ko govori o tem, da bo pač Marija strla glavo hudiča, seveda s sinom, ki ga bo rodila, z Vzdeščim, ki ga bo rodila. In potem so preroki ves čas napovedali, da bo prišel Bog, vidite, nas bo Bog sam odrešil. Točno tako smo vedeli, Bog sam bo prišel in nas bo rešil in tako naprej. Napovedovali so, da bo delal čudeže, da bo zdravljal bolne, da bo ozdravljal slepe, gluhe in tako naprej, obujal od mrtvih. To je bilo vse napovedano. In te napovedi so brali vsako soboto v shodnicah, so brali te stvari. Potem vidite, tako nisem imel nobenega izgovora. Ko Jezus prišel, je točno to, kar so napovedali proroki, se je dogajalo pred njihovimi očmi. Ampak napovedali so tudi seveda, da ga bodo mučili in da ga bodo umorili. Tudi to je bilo napovedano. No in pogledajte, danes imamo ljudi, namesto da bi Jezusa sprejeli, da bi tekmovali, vidite, kdo ga bo bolj častil, vidite, kdo ga bo bolj imel rad, kdo ga bo bolj častil in tako naprej, pa tekmujejo ljudje, vidite, v tem, kdo ga bo bolj žalil, vidite, in naredijo vse, da bi svoje duše pogubili. No, da ne bom predolg. No, tle imate recimo tega satanista z rogovi na glavi, pa seveda niso bili sami moški, tudi ženske so bili mnili, mislim, da so ženske kaj boljše od moških, tudi način so boljše, ravno tako so satanistke, kot so moški, in dole ena ženska tam, ena fotografija, ena čisto tako oblečena, pa tako maškara, kakšen hudič, ne. Ja, no in potem vidite, pa se tako reče, pa dobro, če že ti ljudje, vidite, če ne vejo, kaj počnejo, jaz bi tako rekel, Bog jim odpusti, se ne vedo, kaj delajo, ne. Ampak škofje pa duhovniki pa katoličani pa mogli vedeti, kaj je prav, pa kaj ni prav. Ampak gledajte, to, kar je ta satanist napravil pri tem, na teh stopnicah tega kapitola, to delajo modernisti pri vsaki novostavdomaši, tudi danes. Vidite, Jezus delija na roke, koški, vemo, da padajo po tleh, to so znanstveno dokazali, koliko koškov stane od 4 do 7 koškov na rokah, pa na tistega, ki obhaja pa obhajenca, in hodijo po njih. To je pa prikriti satanizem. Ne more biti drugače. Čeprav bi oni bi protestirali, ne, nimaš prav, to ni tako. Ja, pa je. Oni satanisti odkrito hodijo po hostiji gor, ti modernisti pa prikrito to počnejo tam pri svojih mašah. Danes po celi Sloveniji, vidite, pri vseh novostavdomašah. Ja, tako je. Dajte logično razmišljamo, pa vsi, da je tako. A kaj manjši greh, če prikrito to ilaš, če gre v točni manjši greh. Še hujši greh je, oni so katoličani, pa se imajo za katoličane, oni so satanisti, ki odprto se imajo za sovražnike Jezusa Krista, vidite, pa Marije, pa Boga. No in na spletu Katoliške cerkve škofovske konference sem prebral tole novico. Predsednik Slovenske škofovske konference, škof Andrej Saje, je čestital muftiju Nevzetu Poriću ob sklepu islamskega svetega meseca Ramazana. Gledajte, če nek slovenski škof, ki je predsednik škofovske konference, ne ve, kaj je prav, da je Bog samo eno cerkev, pa eno vero razodel, pa nam jo dal, da bi zičili svoje duše. Namesto, da bi tem rekel, molimo ta postni čas, da bi čestital nam katoličanom za postni čas, ko se postimo, pa se zdržujemo, pa delamo pokoro, pa čestita nekim muslimanom in jih potrjuje v njihovi krivi lažni veri, ki jih objektivno vodi v večno pogubljenje, v večno smrt. Ja, če nek škof ne ve, kaj je prav, dobro, vse vemo, tudi Vatikanci ravno tako se čestitajo ves čas, pa muslimanom, pa nekim budistom, pa nekom kom še vse same čestitke. Nikoli sem nisem slišal, da bi kakšen nam katoličanom kdo čestital za konc našega posta ali pa kaj sem, zakaj nekaj takšnega. Ampak vsem drugim državljanom in jih potrjujejo v njihovi krivi lažni veri. Če ti ljudje ne vejo, potem se reče, kako potem naj drugi pogani vejo, kaj je prav, če pa katoliški škofje ne vedo, kaj je prav. Torej molimo za njihovo spreobrnjenje. Vidite, ravno tako kot ti satanisti potrebujejo molitev za njihovo spreobrnjenje, jo potrebuje tudi naš škof Saje in seveda naši slovenski škofje, ki ob vsem tem, kar se v cerkvi dogaja po svetu, vidite, modro molčijo, ampak na sodni dan bodo pa vedeli, kaj se je dogajalo, vidite, bodo pa dobili svoje, če se ne bodo spreobrnili. Bog nam pomaga in jim imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.